Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Lepo pozdravljeni, dragi Ljubljani in vsi, ki nas spremljate preko spleta. Petek je danes, 13. marec, tudi obletnica izvolitve papeža Frančiška leta 2014, bil izvoljen za papeža. Vstopni spev pa nam pravi: Gospod, vate zaupam, naj ne bom osramočen nikoli. Tako pravi psalmist, tudi mi v tem želju zaupajmo Gospodu. In v začetku te svete daritve najprej priznajmo, žalimo svoje grehe. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanjih, dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame, Boga nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Amen. Gospod, usmili se. Gospod, usmili se. Kristus, usmili se. Kristus, usmili se. Gospod, usmili se. Gospod, usmili se. Molimo. Vsemogočni Bog, prosimo, naj nas naša prizadevna pokora očiščuje, da bomo prenovljeni dočakali velikonočne praznike. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen. Verijo iz prve Mojzesove knjige. Jakob je ljubil Jožefa bolj kot vse svoje sinove, ker se mu je rodil v njegovi starosti. Zato mu je naredil dolgo suknjo. Kot so bratje videli, da ga oče ljubi bolj kot vse njegove brate, so ga sovražili in niso mogli z njim prijazno govoriti. Kot so njegovi bratje odšli past drobnico svojega očeta pri Sihemu, je Izrael rekel Jožefu: ali ne pasejo tvoji bratje v Sihemu? Pridi, pošljem te k njim. Jožef je šel za brati in jih našel v Dotajnu. Zagledali so ga od daleč in preden se jim je približal, naredili zvijačen naklep zoper njega, da bi ga usmrtili. Govorili so drug drugemu: glejte, tam prihaja sanjač. Zdaj pridite, ubimo ga in vrzimo v katerega izmed vodnjakov. Potem porečemo: huda zvir ga je požrla. Tedaj bomo videli, kaj bo iz njegovih sanj. Ko je Ruben to slišal, ga je skušal rešiti iz njihovih rok in rekel: nikar ga ne ubijajmo. Ruben jim je rekel: ne prelivajte krvi, vrzite ga v ta vodnjak v pustini, roke pa nikar ne polagajte nanj. Tako ga je hotel rešiti iz njihovih rok in ga vrniti očetu. Ko je torej Jožef prišel k bratom, so mu slekli suknjo, dolgo suknjo, ki jo je nosil. Potem so ga zgrabili in ga vrgli v vodnjak. Vodnjak pa je bil prazen, ni bilo vode v njem. Nato so sedli jesti. Ko so povzdignili oči in pogledali, glej, je prihajala popotna družba Izmaelcev iz Galaada. Njihove kamele so nosile kozlinec, mastiko in dišečo smolo. Potovali so, da to prinesijo v Egipt. Tedaj je Juda rekel bratom: kakšen dobiček imamo, če brata usmrtimo in zakrijemo njegovo kri? Dajte, prodajmo ga Izmaelcem in naša roka naj se ga ne loti, kajti naš brat je naša kri. Bratje so ga ubogali. Ko so tedaj madijanski trgovci šli mimo, so Jožefa potegnili in spravili iz vodnjaka. Potem so ga prodali za 12 srebrnikov Izmaelcem, ki so Jožefa odpeljali v Egipt. To je Božja beseda. Bogu hvala. Odpev: spominjajmo se čudovitih Božjih del. Spominjajmo se čudovitih Božjih del. Poklical je lakoto v deželo, potegnil so zalogo kruha, poslal je moža pred njimi, Jožefa, prodanega za sužnja. Spominjajmo se čudovitih Božjih del. Njegove noge so uklenili v spone,
Okoli vrata so mu dali železje, dokler se ni izpolnila njegova napoved in ga je potrdila Gospodova beseda. Spominjajmo se čudovitih Božjih del. Tedaj je kralj poslal in ga izpustil iz ječe. Poglavar ljudstev ga je obsodil, ga je osvobodil, postavil ga je za gospodarja v svoji hiši, za upravitelja vseh svojih posesti. Spominjajmo se čudovitih Božjih del. Čisto srce Bog mi ustvari in vrni mi veselje nad tvojim zveličanjem. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Iz svetega evangelija po Mateju. Slava tebi, Gospod. Tisti čas je rekel Jezus velikim duhovnikom in starešinam ljudstva: čujte drugo priliko. Bil je gospodar, ki je zasadil vinograd, ga obdal z ograjo, izkopal v njem tlačilnico in sezidal stolp. Dal ga je v najem vinogradnikom in je odpotoval. Ko pa se je približal čas trgatve, je poslal k vinogradnikom svoje služabnike, da bi prejeli pridelek iz njega. Vinogradniki pa so njegove služabnike zgrabili in so enega pretekli, enega ubili, enega kamnali. Poslal je spet drugih služabnikov, več kot prej, in storili so z njimi prav tako. Nazadnje je poslal k njim svojega sina, misleč: mojega sina bodo spoštovali. Ko so vinogradniki zagledali sina, so rekli med seboj: to je dedič, dajte, ubimo ga in se polastimo njegove dediščine. In zgrabili so ga, vrgli iz vinograda in ubili. Kadar torej pride gospodar vinograda, kaj bo storil s temi vinogradniki? Rekel mu: hudobneže bo hudo pokončal in vinograd bo dal v najem drugim vinogradnikom, ki mu bodo dajali pridelek ob svojem času. Jezus jim reče: ali niste nikoli brali v pismu? Kamen, ki so ga zidarji zavrgli, je postal vogelni kamen. Gospod je to naredil in čudovito je v naših očeh. Zatorej vam pravim, da se vam bo Božje kraljestvo vzelo in dalo ljudstvu, ki bo dajalo njegove sadove. Ko so veliki duhovniki in farizeji slišali njegove prilike, so spoznali, da govori o njih. Skušali so ga prijeti, pa so se zbali ljudstva, ker ga je imelo za preroka. To je Kristusov evangelij. Hvaljen bodi Kristus. Vsem verjetno poznana zgodba o Jožefu, ki so ga bratje prodali v Egipt. Kaj naredi človeška nevoščljivost? Vendar vemo, Gospod zna tudi težke stvari, preizkušnje obračati v dobro. Tako kot poznamo potem naprej zgodbo, je tudi to Jožefo izkušnjo obrnil dobro. Bratje so se hoteli polastiti ta ego, ki zavlada v človeku, ki večkrat prevaga nad Božjo voljo, nad Božjo dobroto. In podobno se je zgodilo tudi v evangeliju, ki smo slišali. Matejev evangelij smo prebrali danes. Tudi vinogradniki so se želeli polastiti, vsak je želel svoj delež, zopet ta ego v človeku, ki včasih udari ven iz nas. Ampak na koncu smo slišali kamen, ki so ga zidarji zavrgli, je postal vogelni kamen. In to dela Bog. Povezuje nebo z zemljo, povezuje univerzo, vesolje, vse nas povezuje v eno. Prosimo tudi mi, da bi bili tudi mi odprti v tem postnem času, da bi ne premagal nas egoizem, ampak da bi se znali odpreti Božji ljubezni, Božjim načrtom, Božjim namenom. Dragi bratje in sestre, vsi smo otroci dobrega Boga, ki je v nebesih. Kot Božja družina se mu sedaj v molitvi približamo, z zaupanjem mu povemo želje našega srca. Dobri Bog, ljubiš nas, ker smo tvoji otroci.
Pomagaj nam, da bomo do vseh ljudi dobri in bomo spoštovali njihovo vest in svobodo. Prosimo te, usliši nas. Utrdni nas v dobrem, da bomo s tvojo pomočjo premagali zavist in škodoželjnost, ki vodita v prepir in sovraštvo. Prosimo te, usliši nas. Pomagaj nam, da bomo v poklicnem delu vedno našli čas za molitev in ne bomo pozabili na večno življenje, ki nas čaka pri tebi. Prosimo te, usliši nas. Ne dopusti, da bi te z grehom izgnali iz svojega srca, ampak daj nam milosti, da bo Božje življenje v nas vedno bolj raslo. Prosimo te, usliši nas. Prosimo tudi za vse, ki so zboleli za koronavirusom, da bi ozdraveli. Prosimo te, usliši nas. Dobri oče, svojim otrokom daješ več, kot zaslužimo. Napolni naša srca s svojo milostjo, da bomo mogli ostati tvoji zvesti otroci. Po Jezusu Kristusu, tvojemu sinu, ki nas je danes tukaj izbral in s teboj živi in kraljuje vekomaj. Amen. Hvalim Bog, Gospod vesolja, po tvoji dobroti smo prejeli ta kruh, tebi ga prinašamo. Sad zemlje in dela človeških rok, naj nam postane kruh življenja. Gospod, nosite vode in vina, naj bomo deležni Božje narave Kristusa, ki je postal deležen naše človeške narave. Hvalim Bog, Gospod vesolja, po tvoji dobroti smo prejeli to vino, tebi ga prinašamo. Sad trte in dela človeških rok, naj nam postane duhovna pijača. Bogu čast in hvala vekomaj. Gospod Bog spremlja nas ponižanje in sklecanje in da je danes naše pravice. Izmi Gospod mojo krivdo in očisti mi greho. Molite, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme mojo in vašo daritev. Naj sprejme Gospod daritev iz svojih rok. Hvala in čast svojemu imenu, blagor tudi nam in vsej svoji sveti cerkvi. Dobri Bog, usmiljeno spremljaj svoje verne, ko obhajamo svete skrivnosti in nas uči zveste hoje za Kristusom, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj. Amen. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Kvišku srca. Imamo jih pri Gospodu. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Spodobi se in pravično je. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in povsod zahvaljujemo. Gospod, sveti Oče, vsemogočni večni Bog. Ti hočeš, da te slavimo tudi s postom in pokoro. S tem krotiš našo sebičnost in odpiraš srce za stisko bližnjega, da bi posnemali tvojo dobrotljivost. Zato te z vsemi angeli poveličujemo, hvalimo in z njimi skupaj kličemo. Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva. Polna so nebesa in zemlja tvoje slave. Hozana na višava, blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem. Hozana na višava. Vsemogočni Bog, resnično si svet in po pravici te hvali vse stvarstvo, ker po svojem sinu, našem Gospodu Jezusu Kristusu, z močjo svetega duha vse oživljaš in posvečuješ. Vseh časih zbira svoje ljudstvo, da od sončnega vzhoda do zahoda tvojemu imenu daruje čisto daritev. Zato te ponižno prosimo, da po svetem duhu milostno posvetiš te darove, ki ti jih prinašamo. Naj postanejo telo in kri tvojega sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki nam je naročil, naj obhajamo te skrivnosti. Isto noč, ko je bil izdan, je vzel kruh, se ti zahvalil in te počastil, in ga razlomil, dal svojim učenicam in rekel: Vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se ti zahvalil in te počastil, ga dal svojim učenicam in rekel: Vzemite in pijte iz njega vsi, to je kelih moje krvi,
nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vire. Reči nas, odrešenik sveta, ki si nas s svojim križem in vstajenjem odrešil. Usmiljeni Bog, obhajamo spomin zveličavnega trpljenja tvojega sina, njegovega čudovitega vstajenja in nebohoda, pa tudi pričakujemo njegov drugi prihod. V zahvalo ti darujemo to živo in sveto daritev. Odzri se na daritev svoje cerkve in glej v njej jagnje, ki ti je bilo darovano v spravo. Napolni nas svetim duhom, da bomo eno telo in en duh v Kristusu, kot se hranimo z njegovim telesom in njegovo krvjo. Onaj nas popolni za večno daritev tebi, da bomo mogli prijeti dediščino s tvojimi izvoljenimi, najprej s prevlaženo devico, Božjo materjo Marijo, svetim Jožefom, svetimi apostoli, slavnimi mučenci, svetim Rokom in vsemi svetniki. Zaupamo, da nas oni vedno podpirajo pri tebi s svojo priprošnjo. Prosimo, Gospod naš Bog, naj bo ta spravna daritev vsemu svetu mir in zveličanje. Utrjuj v veri in ljubezni na zemeljski poti svojo cerkev, svojega služabnika, našega papeža Frančiška, našega škofa Stanislava, Vrščepovski zbor, vse duhovnike, druge služabnike cerkve in vse svoje pridobljeno ljudstvo. Poslušaj, dobri oče, prošnje te družine, ki je zbrana pred teboj, in privedi k sebi tudi vse svoje razkropljene otroke. Spremi dobrotno v svoje kraljestvo naše rajne brate in sestre in vse, ki so se v tvoji milosti ločili z tega sveta. Upamo, da bomo z njimi tudi mi večno uživali tvojo slavo, po našem Gospodu Jezusu Kristusu, po katerem deli svetu vse dobrine. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Amen. Skupaj molimo, kakor nas uči moliti naš Gospod Jezus Kristus. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom. Ko polni blaženega upanja, pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Tvoje je kraljestvo, tvoja je oblast in slava vekomaj. Gospod Jezus Kristus, ti si naš mir in naša sprava, ker si trpel in umrl za nas. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Gospodov mir naj bo vedno z vami. In s tvojim duhom. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, podari nam mir. Glejte to jagnje Božje, Jezus Kristus, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da priješ k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Blagor povabljeni na Gospodovo gostijo.
Molimo. Nebeški Oče, prejeli smo poroštvo večnega odrešenja. Prosimo te, usmeri naše življenje tako, da pridemo do neminljive sreče v tebi, v Kristusu, našem Gospodu. Amen. Ker smo v času epidemije, bom zmolil še molitev za zdravje v času epidemije. Oče usmiljenja in tolažbe, tvoj sin Jezus Kristus nam je s križem pokazal vrednost trpljenja. Pomagaj našim bratom in sestram, ki že nosijo križ bolezni, posledic novega virusa in so preizkušani. Nakloni jim, da se jim bo zdravje izboljšalo, njihovim svojcem pa poguma in zaupanja. Vsem zdravstvenim delavcem nakloni moči in zdravja, da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov, raziskovalcem pa, da bodo čim prej odkrili uspešno zdravilo. Nam in vsem svetu daj svoj blagoslov, da bomo rešeni bolezni in se ti bomo mogli s tvojo cerkvijo zahvaljevati. Amen. Sveta Marija, pomočnica kristjanov, prosi za nas. Sveti Rok, zavetnik zoper kužne bolezni, prosi za nas. Vsi božji svetniki in svetnice, Prosite za nas. No, to molitev, ki sem jo pravkar prebral, najdete tudi na spletni strani Župnije Dravlje. Jaz vam želim lep večer in naj bo Gospod z vami. In s tvojim duhom. Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Ostanite v Gospodovem miru. Bogu hvala.